Zadružna zveza Slovenije je v Portorožu pripravila že 41. tradicionalni posvet. Nam lahko, gospod predsednik, opišete poglavitne teme letošnjega posveta? Tem je bilo tako veliko, da je težko popolnoma na kratko opisati. V prvem delu smo imeli na obisku visoke goste iz slovenske politike in tudi iz Evropske unije. Pozdravila nas je magistra Alenka Bratušek, predsednica Vlade Republike Slovenije, potem minister za kmetijstvo in okolje, magister Dejan Židan, predsednik Državnega sveta Republike Slovenije. No, iz Evropske unije pa sta bila dva pomembna gosta, torej visoka predstavnica Komisije za kmetijstvo in pa generalni sekretar Kope Kodžeke. To so dve največje nevladne kmečke organizacije v Evropski uniji, gospod Peka Pesonen. Tako da teme so bile izjemno zanimive, tudi glede na to stanje, ko smo zdaj v bistvu tik pred tem, da se dokončno potrdi, kako se bo razporejal denar do leta 2020, torej res aktualne teme. In jaz mislim, da res vsak, ki je bil tukaj prisoten, dobil informacije za tisto, kar je sam potrebuje na svoji kmetiji. Nekako smo že vajeni, da je prvi dan posveta namenjen kmetijski politiki, drugi dan pa prevladujejo strokovnejše teme. Ja, v en dan je težko spraviti vse te pomembne teme, tako da prvi dan dopoldne je bil ta bolj, bi rekel, del kmetijske politike in pa tudi politike na širši ravni. No, potem je bila pa zelo konkretna predstavitev predstavnikov direktorice direktorata za kmetijstvo na Ministrstvu za kmetijstvo in okolje, kako se bo razporejal ta denar iz proračuna Evropske unije. Zelo podrobno, tudi predstavljeni so bili različni modeli, ki so zdaj v razpravi. Jaz upam, da so vsi prisotni zelo pozorno to poslušali in da bomo tudi se pravilno odločili, katera je tista shema, po kateri se bo ta denar razporejal. Potem vse pomembne teme so seveda bile tudi, kakšno je stanje v slovenskem kmetijstvu. To že po tradiciji nekako predstavijo predstavniki Kmetijskega inštituta, potem stanje v slovenski živilski industriji. S poudarkom na mlečni verigi. S poudarkom na mlečni verigi, tudi izjemno pomembna tema. Tako da aktualne teme, aktualne zadeve, stanje v kmetijstvu je bilo prikazano res iz vseh zornih kotov in jaz mislim, da je prav, da smo kmetje, zadružniki in vsi ostali, ki jih zanima to področje, podrobno seznanjeni, kaj se v tem krogu dogaja. Predstavila se je tudi Deželna banka Slovenije, ki je zelo pomemben finančni vzvod tudi za sofinanciranje, za financiranje kmetijstva in zadružništva. Deželna banka je en ključen element v tem zadružnem poslovnem sistemu. Zdaj, ko vidimo, da so v drugih bankah velike težave, je izjemnega pomena, da imamo kmetje in zadruge banko, ki razume naše probleme, ki se spozna na kmetijsko problematiko in brez banke bi bilo sigurno veliko težje. Tako da mi nismo dobili nobene državne pomoči, Deželna banka stoji sama na svojih nogah in to se mi zdi, da je izjemno pomembno v teh težkih časih. Po čem si bomo lahko, po vašem mnenju, še posebej zapomnili letošnji 41. posvet Zadružne zveze Slovenije? Ja, cel posvet je bil izjemen in glede obiska in glede čudovito vreme, zunaj že prav pomladno, visoki gostje, potem tudi veliko pozitivnih besed o samem zadružništvu. Vsi namreč ugotavljajo, da v tej hudi krizi je zadružni sistem nekako najbolj zdrav del tega slovenskega gospodarstva in to so bile besede, ki smo si zadružniki zelo vzeli k srcu in smo nekako zadovoljni, da tudi država, torej najvišji državni vrh, priznava pomen zadružništva v teh kriznih časih v slovenskem prostoru. Hvala lepa, gospod predsednik. Hvala tudi vam. Zadruge krepijo tako socialno, ekonomsko in regionalno kohezijo in ustvarjajo socialni kapital, ter so sestavni del socialnega gospodarstva oziroma socialne ekonomije. In pomembno je poudariti tudi to, da zadruge kljub morebitni internacionalizaciji običajno ne selijo svoje proizvodne. Glejte, kapital vidimo, da se seli. Torej, če danes spremljamo zdaj, kaj se dogaja v Muri, jaz se bojim, da ne bo preživela
ker vidimo, kako poceni se stvari kupijo druge. To, kaj delamo mi, ne moremo delati nikjer druge. Mi ne moremo jeti hrane za slovenskega potrošnika proizvajati v Afriko. Kitajci kupujejo zemljo v Afriki, milijone hektarjev. Ne? Mi smo tukaj ohranjamo delovna mesta in tako bo tudi naprej. To govorim zaradi tega, torej vsak, ki gleda, kako smo delali 10 let nazaj, 50 let nazaj, 100 let nazaj, lahko verjame, to, kaj tukaj govorimo, da bo tako tudi v prihodnosti. Par besed glede žledi, ki je prizadela slovenske gozdove. Potrebna je nujna hitra pomoč. Jaz vem, da je proračun nima veliko denarja, nekaj je v denarju, vse ni v denarju. Zelo bi poudaril tukaj varnost, nekaj nesreč je že bilo. Zadruge tukaj lahko odigramo pomembno vlogo, tako pri odkupu lesa, tudi mogoče pri svetovanju, pri tem svetovanju mogoče še bolj Zavod za gozdove. Bi pa želel, da minister se je tu zelo aktiviral in tudi se večkrat sestajamo, kako bi ta problem rešili. Problem bo, kam ta les spraviti, da ne bo zdaj to poceni surovina za neke tuje kupce. Jaz mislim, da se moramo temu izogniti. Slovenija je tretja najbolj gozdnata država v Evropi. Les je nacionalno bogatstvo, vedno je bil, na kmetiji vedno les je bil, smo rekli, gozd je banka, ko kmetija ni imela denarja, je šla v gozd in se je tam nekaj, bi rekel, dobilo nekaj denarja in škoda bi bilo, da to, kar je bilo zdaj, da bi šlo za, v bistvu, da od tega nič ne bi bilo. In vsi bomo pri tem tudi sodelovali. Glede nove skupne kmetijske politike bo danes veliko govora še tukaj, poudaril bi pa to, nujno je, da se na nek način podpre tudi manjše kmetije, tudi hribovske kmetije. Pomembno je, da se nekako pomaga še bolj razviti zelenjadarska proizvodnja. V okviru te lansko leto smo na Agri podpisali sporazum z dvema največjima slovenskima trgovcema, torej da se ta preskrba z zelenjavo poveča. Moram reči, da je ta pogodba držala, da so trgovci res odkupovali vse, kar smo proizvedli in če bi imeli več, bi lahko prodali še več. Tu je pa zdaj pomembna vloga tako zadrug, da napravimo pogodbe, tako zbornice, svetovalno službo, da kmetu pomaga in pa seveda tudi kmetijske politike, da da takšne razpise, da bo tudi mala kmetija lahko prišla do nekih sredstev. Sej ni treba, da delamo samo programe za 100 000 evrov pa za pol milijona, mogoče enmo malmo, že 10 000 evrov neke podpore pomeni, da bo na kmetiji začel predelovati neko zelenjavo in bo ustvaril eno delovno mesto. Ker nekje je bila neka kalkulacija, če bi samo oskrbo povečali za 1%, to menda pomeni 1000 delovnih mest. Malo smo preračunavali, pa mislim, da to res drži. Zakon o promociji, vsi govorimo o promociji, kar veliko smo na tem tudi že naredili, jaz mislim, da to vse pozna, tudi minister si tu izjemno prizadeva in tu bi pa lahko rekel, da prvič v, ne vem, pač koliko let v kmetijstvu delam, zdaj zadnja leta čutim, da ljudje iščejo domačo hrano, želijo domačo hrano, da je domače v percepciji ljudi več vredno kot tuje. Skozi je bilo, karkoli je bilo, če kdo hotel prodati, se veste, pred je napisal uvoz in vsi so leteli tja. Danes temu ni več tako in prav se mi zdi. In pri hrani jaz mislim, da to je pač tudi percepcija, ali se nam hrana zdi pomembna ali ne. Zdaj se še ukvarjamo s tem, ali je mleko, meso par centov dražje ali cenejše, ne. In jaz mislim, če bomo v percepciji ljudi ustvarili zavest, da je hrana najpomembnejše, kar imamo, bolj kot obleka, bolj kot avto, bolj kot hiša. Hrana je tisto, kar nas ohranja zdrave in boljš dati nekaj več, pa zdravo jesti in ohranjati zdravje, ne. In na tem moramo še precej napraviti. In jaz mislim, glede na to, da mi niti samooskrbni nismo, nam ni treba ogromne količine hrane na silo prodajati v tujino. In mi lahko to kvalitetno prodamo tukaj v slovenskem prostoru, če bomo znali potrošnika pravilno nagovoriti. Seveda kriza je, pozna se, da kupna moč je majhna in moramo biti seveda konkurenčni. Neko nenormalno ceno seveda potrošnik ne bo plačal. Trudimo se tudi na povezovanju teh blagovnih tokov. Zadruge, ki smo danes tukaj, imamo kar blizu 400 raznih trgovin na podeželju. To moram poudariti, tudi to govorimo o razvoju podeželja in tako naprej. Vsi ta veliki trgovci so zapirali trgovine na podeželju. Edino zadruge smo naše trgovine ohranile. Živilske, tehnične, kmetijske, gledamo, da jih obnavljamo, če ravno veste, da v teh malih trgovinah neka velika računica ni, ampak gledamo, da smo blizu našim članom in pa podeželskemu prebivalstvu. Bi bilo pa prav, da se tukaj še nekoliko bolj povežemo,
in tu nas čakajo še kar precej dela. Ohranjati moramo kmetijska zemljišča, odpravljati neravnovesje v prehranski verigi, zakon o kmetijstvu, plačilni roki, ne bi nadolgo razlagal, minister se je tukaj fejs izpostavil, jaz sem bil kar, bi rekel, trd na teh pogajanjih, na koncu smo se uskladili za neko vmesno varianto, ki je nekako ustreza, je boljša od tega, kar je danes za nas kmete in zadruge, tudi trgovci so se na koncu nekako strinjali, upam, da bo to tudi čim prej zaživelo. Kmetijsko zemljo moramo ohranjati, minister je tukaj tudi se z raznimi lobiji tudi trdo spopadal in tudi jaz mislim, da se je ta gonja po pozidavi najlepših površin, da se je ustavila, vendar bo potrebno tu še naprej spremljati to politiko. Leta 2015 bodo, torej naslednjo leto že bodo ukinjene mlečne kvote, ta velika slovenska mlekarna je šla v tuje roke, veste, da smo se fejs trudili, veste, da ni veliko zmanjkalo, na vsa vrata sem potrkal, vsa vrata sem odprl, država ni imela denarja, mi sami smo zbrali, koliko smo zbrali, tako pač je, kot je. Zdaj moramo se samo med seboj povezati, vi veste, da delamo, da ustanovimo organizacijo proizvajalcev za mleko, kjer bomo enotno nastopali kmetje in zadruge, da nas ne bo, bi rekel, tuj lastnik sprehajal enega in drugega in delal razdor med nami. Jaz mislim, da razumemo, zakaj gre in da bomo to tudi postorili. Lansko leto smo postali večinski lastniki v Semenarni Ljubljana, vsi veste, ena najbolj, bi rekel, zvenečih blagovnih znamk v Sloveniji in v tem delu Evrope, več kot 100-letna tradicija. Bilo je na tem, torej, ali podjetje propade, tuj lastnik, bi rekel, ne samo to, vemo, kaj se je z mnogimi podjetji dogajalo, Semenarna je bila na koleni podkapitalizirana, bilo je na tem, ali v stečaj ali reševati, mi smo se odločili, da Semenarno rešimo. In jaz sem prepričan, da zadružniki, zadruge, če Semenarno svoje poslovanje povečamo, lahko to pomembno podjetje rešimo in s tem okrepimo zadružni sistem, da ponovno vzpostavimo delovanje tudi v državah Zahodnega Balkana in seveda pomembno je to, Semenarna ohranja 65 avtohtonih slovenskih sort, ki jih nihče drug ne bo ohranil, če jih mi ne bomo. In to mislim, da je dosti razlogov, da smo se tega projekta lotili. Že prej smo ta zadružni krog zaokrožili za časopisni podjetnik Kmečki glas, tudi so bili tuji lastniki, da ga kupijo, mislim, da vsi vemo danes, da je prav, da nekako je tudi ta medijska hiša v naših krogih in da je to tudi pomembno, da dajemo prave informacije našemu podeželju. Jaz bi želel, da nas pri našem delu vodijo načela demokratičnosti, samoodgovornosti, pravičnosti, solidarnosti, če ravno, glejte, moramo videti, sploh zdaj, ko smo se okoli tega mleka toliko pogovarjali, ne? Smo zadruge, veliko imamo podobnega, temelji so podobni, smo si pa tudi zelo različni. Od zadruge do zadruge, od regije do regije, od kmetije do kmetije. Saj veste, na kaj mislim, ko se zdaj okoli tega mleka preganjamo, pa se tudi med seboj konkurenco delamo. Saj konkurenca more biti, ampak neka meja pa more biti. In jaz mislim, da moramo te raznolikosti premagati, ko gre za višje cilje, za neke bolj take dolgoročne cilje, da takrat znamo stopiti skupaj. In jaz sem prepričan, da z neko dobro voljo, da bomo tudi tukaj uspeli. Samoodgovornost, to moram še reči, kaj pomeni samoodgovornost? Mi smo specifična podjetja, mi smo lastniki in s temi našimi podjetji sami upravljamo. Samoodgovornost pomeni, da jasno vemo, kje je meja, koliko si jaz v tem mojem podjetju vzamem. Vemo, kaj se dogaja z delniškimi družbami in drugod. Od bank nekterih, ki so jih zdaj v likvidaciji in tako naprej. Točno moram vedeti, če mi jaz na svoji kmetiji trošil več, ko sem zaslužil s hleva, z njive, jutri kmetije več ne bo. In večina slovenskih kmetov to ve. To moramo vedeti mi, to mora vedeti država in vsi. Zato ta beseda samoodgovornost. Spoštovani, lep Portorož 2014 vam želim.